Evo, zdaj pa v svojih vrstah pozdravljamo naslednji vodji delavnic in jo vabim, da se kar predstavita. Živjo, danes smo vaši delavničarki Katarina na moji levi in Sanja iz Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije. Danes pa se vam oglašamo iz knjižnice slepih in slabovidnih Slovenije. Danes smo za vas pripravili eno prijetno, zanimivo, poučno delavnico, ki upam, da vam bo všeč, tako vam, ki se trenutno uživo z nami in tudi tistim, ki se nam bodo kasneje pridružili v posnetku. Tudi jaz sem v knjižnici kot bibliotekarka. Danes bom z vami delala pikapolonco. Še prej imam pa za vas eno vprašanje. In sicer veste, kdo je slep in kdo je slaboviden? Oziroma, v čem je razlika? Kdo je slep? Tisti, ki nič ne vidi. Ja, tisti, ki nič ne vidi. Kdo je pa slaboviden? Tisti, ki malo vidi. Malo vidi. Kako to zdaj mislite, malo vidi? A jaz, ki imam očala, sem slabovidna? Ne? Ne? Zakaj ne? Ker nadaleč najbrž ne vidite. Ja, taka enostavna definicija, kdo je slaboviden, je v tem, da če recimo jaz, ko imam očala gor, vidim 100%. Nekdo, ki ima pa kljub temu, da ima očala gor, nima, mu očala v bistvu samo malo pomagajo, no? Ti so pa še v bistvu slabovidni. Poznamo pa več oblik slabovidnosti. In zdaj Sanja, ki sedi zraven mene, ona je slepa in vam bo iz prve roke predstavlja, kaj je brajica, kako berejo slepi, kako pišejo slepi, predvsem pa, kako komunicirajo, kako se pogovarjajo, kako hodijo, kako premagujejo vsakodnevne ovire. Evo, tudi jaz imam za vas eno vprašanje. Ste že kdaj srečali koga, ki je slep ali slaboviden? Razen danes v knjižnici? Ja, smo. Ja. Ja, to ne šteje, ko vidim gor Gašper, Nastja, Ana, to ne šteje. To ste bili danes, ja. Kaj pa kje drugje mogoče, na cesti? Na cesti ne. Na cesti ne. No, pa če bi mogoče srečali nekoga na cesti. Gašper je rekel, da ima prijatelja. A Gašper Prijatelja pa imam, slabovidnega. Ja, okej. No, pa Gašper pomagal, če bo kdo potreboval kakšno pomoč. Okej, zanima me, če bi na ulici srečali nekoga slepega, ki bi ga prepoznali, kako bi ga prepoznali, da je slep? Po glasu. Mogoče belo palico? Ja. Z belo palico? In kako bi vi pristopili do njega? A bi mu pomahali, a bi ga ogovorili? Kaj bi naredili? Ogovoril, Ja, zakaj? če ga poznaš. Ga poznaš, Ja. ja. Če ga poznaš, ne, je zelo dobro, da ga ogovoriš. Kako Kaj pa, če mislite? ga ne poznaš, mu pomahaš? Ne, Ne? Kako bi pa lahko? Zakaj mu ne pomahali? ker ne vidi. Ja, točno to, ne? Zato je eno tako prvo pravilo in zelo koristno, da ko nekoga srečate, kljub temu, ali ga poznate ali ga ne poznate, da ga ogovorite s tem, če ga poznate, recimo ga ogovorite po imenu, zdravo Sanja, živijo Sanja, a ne, bom jaz točno vedela, tudi če bo okoli mene 10 ljudi, da je to namenjeno meni, razen, a ne, če se zgodi tako, kot se mi je že enkrat zgodilo, da smo dve Sanji stali, ena zraven druge, a ne, in je nekdo rekel zdravo Sanja in sem se jaz oglasila, ampak to so redki primeri. Kaj pa, če osebe ne poznamo, jo pa ogovorimo in je zelo koristno, če osebo ali jo poznamo ali jo ne poznamo, da se jo lahko tudi dotaknemo. Se pa vse dotaknemo za ramo, za roko, pa rečemo živijo, pozdravljena, če se ne... In tudi če jaz glasa ne bom prepoznala, ker vas prvič srečam, bom vedela, da je ta pozdrav ali vprašanje namenjeno meni. To je zelo, zelo koristno za nas. Potem, kako bi komunicirali z slepo osebo? Ali je pravilno in slabovidno, ne? Ali je pravilno, da recimo vas jaz nekaj vprašam in bi vi meni odkimali? Ne. Ne?
Zakaj? Zato, ker pač ne vidite. Evo, tako in je zelo pomembno, da v bistvu vse, kar želimo povedati, vprašati, delamo z besedami, ne? Da vas mi slišimo, ker moramo pač veliko bolj poslušamo, ker pač ne moremo videti. Ne? A mislite, da je primerno, recimo, če se z nekom pogovarjate, z slepo osebo, pa se odločite naenkrat, zdaj pa bom jaz šel, pa se obrnete, pa greste od njega stran. A bi to bilo primerno? Ne. Zelo nesramno. Ja, zato je pa pravilno, da poveste osebi, zdaj grem, ali pa zdaj pridem nazaj, počakaj me, ali pa nasvidenje, se vidimo drugič. Zelo pomembno je, da osebo, slepo ali slabovidno, ko pridete do nje, jo brez težav vprašate, ali kaj potrebuje, ali lahko ti pomagam. Ne, da recimo nekateri želijo dobro narediti, ne, pa nas potem kar primejo za roko, pa nekam odpeljejo. To je najbolj napačen pristop, najbolj narobe. Prav je, da osebo vprašamo, potrebuješ pomoč in kako ti lahko pomagam. Ker verjamem, da marsikdo mogoče ne ve, na kak način voditi osebo, kako ji lahko pomagamo, zato je zelo fajn, če jo vprašate, kako vam pa lahko pomagam, in mi vam bomo sigurno, večino, če bo potrebovala pomoč, vam bo že povedala, kako pomagati osebi. To so take, bom rekla, osnovne. Osnova mi v bistvu vzpostavite stik s slepo osebo in potem bo naprej, bom rekla, vse lažje steklo. Tako da bomo veseli, če se boste na to spomnili, ko boste koga slepega na cesti srečali ali pa kje drugje, pa da to lahko poveste tudi svojim vrstnikom, da bodo tudi oni to vedeli. Tanja, kako boš pa navdušena, če bo stala na prehodu za pešce, pa te bom jaz potegnila s sabo čez cesto, ko bom videla, da je zelena luč? To sem povedala, da še enkrat poudarjamo. To se pravi, ne smemo sami sklepati, kaj slepa oseba potrebuje. Če jaz stojim pri semaforju, še ne pomeni, da bom šla čez cesto. Lahko je to moja točka, ki se orientiram in vem in poslušam, recimo od tam poslušam zdaj jaz promet, ali pa razmišljam, v katero smer moram iti, ali pa mogoče smo se dogovorile z prijateljico, se dobimo pri tem pa tem semaforju, ker jaz vem, kje je. In ona ve. Tako da je zelo pomembno vprašati, ali potrebuješ pomoč. In če jaz rečem, ne, hvala, lep dan. Nekateri pa rečejo, ja, pa vam bom vseeno pomagal, pa takoj. Katarina rekla, za roko pa gremo čez cesto. Zadnjič je ena kolegica celo rekla, da so jo tudi, ker ko mu je povedala gospodu, da ne rabi pomoči, pa sta že bila na sredi ceste, je rekel, pardon, pa se je ustrašil, pa je bil v zadregi, pa se je obrnil, pa šel, njo pa stil na sredi ceste. Tako. Zato je res najmanj pravilno. Zelo nerodna situacija, tudi nevarna. Okay. Tisti, ki ste bili danes v knjižnici, ste videli, da imamo pri nas posebne knjige, prilagojene knjige. Kakšne? Kaj smo vam pokazali? Za slepe, ampak kakšne so bile? Kakšnih oblikah? S pikicami. S pikicami, ja? Kako se pa imenuje ta pikica? Te pikice, kako se imenuje ta pisava pikice? Tista. Brajalica. Podobno, brajica. V pravi smeri. To je pisava, ki se ji reče brajica. Da pa slepi lahko berejo brajico, morajo imeti pa zelo izostrene prste, oziroma blazinice prstov. Ne vem, če se vi pošlatate za lase, ali pa za hlače, ali pa za mizo, kaj občutite? A je kakšna razlika? Gladkost. Ja, ampak a je, ne vem, lase, hlače, miza, a je isti občutek? Ne. Ne, je drugačen občutek, a ne? Ja. Kar pomeni, da morajo slepi že kot majhni, kot otroci, zelo natrenirati svoje prste, da potem lahko berejo brajico. Jaz sem vam zdaj pokazala en filmček, kako nastanejo knjige v brajici, pa kako slepi berejo brajico.
Z nami bosta Jožef Gregorc in Sabina Dermota. Skoraj 12-letni Gašper večino prostega časa preživi na internetu in širi svoj besedni zaklad z raziskovanjem neznanih besed. Mene od nekdaj že spremljajo pravljice, knjige in razne zgodbe, tako da je branje samo podaljšek mojega otroštva. Brajica je pisava slepih, sestavljena iz kombinacije 6 pik, reliefno dvignenih iz podlage, da jih lahko otipamo. Bralec tipa kombinacije pik z blazinicami prstov. Jaz mislim, da branje s prsti poudarja značilnosti slovenskega jezika, pravilno postavljanje vejic, pik, dvopičji. Sem delal, se v bistvu napiše sem delal. Če bi jaz delal samo po zvoku, jaz tega ne bi vedel, da se napiše delal namesto delal. In če ne beremo s prsti, s časoma postanemo nepismeni. Poglejmo v Brajevo tiskarno, kjer se vsako leto v Brajico prilagodi približno 40 knjižnih del. Besedilo knjige se s posebnim računalniškim programom pretvori v Brajico. Pred tiskom tiskar besedilo natančno pregleda in uredi. Brajeve knjige se izdelujejo s posebnim tiskarskim strojem. Papir je brezlesni in je tudi do 2-krat debelejši od običajnega papirja. Izdelava je precej glasna. In knjiga je izdelana. Ko iz tiskarne prispe v knjižnico, gre najprej v strokovno obdelavo podatkov. Na poti do knjižne police jo opremimo še z inventarnimi številkami in, kar je najbolj pomembno, s podatki o avtorju in naslovu. To je Harry Potter, Svetinje smrti. Prilagojen v Brajici obsega kar 10 debelih zvezkov. Moje učenje Brajice se je začelo že v vrtcu, ko so mi začeli uriti občutljivost prstnih blazinic na način, da smo prebirali, ločevali razna semena, kot je, ne vem, seme koruze od semena ječmena. Velikost je ista, na vtip so pa zadeve precej drugačne. V osnovni šoli smo se naučili brajeve pisave že v 1. razredu in me spremlja že skozi. Pri sebi vem, da je moj levi kazalec najbolj uporabljen pri tem in pri odvzemu prstnih odtisov več jih nimam, zaradi tega, ker sem jih že toliko znucala na brajeve pisave. Brajeva pisava je zakon. Sabina je na koncu rekla, da si je že obrabila prstne odtise. Prstnih odtisov se ne da obrabiti. Kar hoče Sabina povedati je, da ogromno bere samo Brajico in da so prsti res pomembni, da slepi lahko berejo Brajico. Vsaka črka je kombinacija celice sestavljena iz 6 pik. Ja? Ko bomo delali pika polonca, boste namesto pikic napisali noter svoje ime. Ampak jaz vam bi zdaj rada pokazala, v filmčku sicer pokažeta Sabina pa Jožef, kako berejo, kako bere preko računalnika, kako bere knjigo. Sanja vam bo pokazala, ker vsi nimajo brajeve vrstice na računalniku ali pa kot otroci ne uporabljajo takoj računalnika, ampak se morajo najprej naučiti braje, pisati in brati. In jaz sem zdaj rada pokazala, bo Sanja uporabila brajev stroj. Že vidite, da je verjetno težek, a ne, pa je tudi res je. Ampak kako deluje? Okay. Tule, vidite, imamo 6 gumbov. Tako kot je brajeva celica, to se pravi celica, sestavljena iz 6 pik, je tukaj tudi 6 gumbov. In recimo A, bomo rekli, označujemo jih od 1 do 6. Ne? In A, rečemo, je prva pika v brajici in je tudi prva pika tule na stroju. Grejo pa pika tako 1, 2, 3, 4, 5, 6. In rečemo, A je prva pika, pritisnemo samo to piko. Pa presledimo. Ne vem, rečemo S, druga, tretja, četrta. In pritisnem S. In zdaj lahko napišem. Danes je lep dan. Evo, ne? In na tak način lahko mi pišemo. Se vidijo. No, evo, to je naš stroj.
natisnil oziroma z iglicami naredil luknjice v papir, s katerimi se pa, katero pa je to čutil, a ne. Ampak to, se veste, so te debele knjige, ko jih imamo, ne, Harry Potter in to bi dolgo trajala, ne. Ampak to je za šolarje, za zapiske, tako smo v šoli pisali in potem nas je bilo 5 v razredu, ko smo na ta stroj pisali in celo lahko predstavljate, kako je fajn ropotalo, ne. Ali pa ne vem, včasih, ko dobimo, če kdo hoče sporočitke v knjižnico, zatakne noter v knjigo listek in mi dobimo takole sporočilo napisano v brajici. In potem je treba to prebrati. To je ena stvar, se pravi, kako pišejo. Zdaj bom pa dala en kup knjig. Videli ste prej, ko smo vam pokazali, kako obsežne so naše knjige, ja? Ena knjiga po 10 zvezkov, Ana Karenina 34 zvezkov. Tukaj smo pa zdaj vzeli Čudo. Ga poznate? Ne. Ste že brali Čudo? Ja, in gledal film. Ja, no. In zdaj vam bo Sanja prebrala en delček tega, da boste videli, kako bere Sanja brajico. Nesodnik knjige po platnici. Razen te, ta ima carsko platnico in je carska. Boštjan, Gorenc pidžama. Knjiga za najstnike, ki jo morajo obvezno prebrati tudi vsi odrasli. In svet bo postal za odtenek lepši. Nepozaben roman že od februarja 2013 ves čas trdno zasidran na vrhu lestvice mladinskih uspešnic New York Times, prejemnik mnogih nagrad. Ja. Zdaj vam je prebrala, kar je pisal na zadnji platnici. Tako da mogoče, če kar Ja, nikjer ne piše, da je na zadnji platnici. Ja, okay. Vem, da nisem navaden desetletnik. Mislim, že res, da počnem navadne stvari. Jem sladoled, vozim se s kolesom, žogam se, imam Xbox. Te zadeve me delajo navadnega, najbrž, in počutim se navadnega na znotraj. Ampak vem, da navadni otroci ne plašijo drugih navadnih otrok, da ti na igriščih kriče bežijo proč. Vem, da v navadne otroke ne strmijo čisto na vsakem koraku. Okay. Kaj bi zdaj rajš brali? To, kar vam je Sanja prebrala, ali to, kar vam je tukaj v knjigi? Isti odstavek. V čem je razlika? Kaj bi rajš imeli? Ajico ali zvok? Ali tiskano knjigo? Tiskano knjigo, ja. Razlika pri brajici je, da recimo vi, ko berete tiskane knjige, lahko berete z očmi in ne berete črko po črko, tako kot je mogla Sanja brati, ne? Vi, ko v bistvu berete, že prepoznavate besede ali pa kakšno besedo že kar preskočite. Sanja mora pa s prsti tipati vsako črko posebej, vsako piko, vsako vejico, da lahko prebere besedo. In jih sproti prepoznavate. Tako, zdaj kaj je brajica? Se pravi, vsaka celica je celica, se pravi kombinacija 6 pik. A je prva pika, B je druga tretja, C je prva četrta in tako naprej. In Sanja vam je, ko je pisala na pisalni stroj, ste v bistvu videli, da pozna vse te pike na pamet, da obvlada in da to hitro leti v samo pisanje. Zdaj pa bi jaz rada, a imate pripravljen papir?
Ja, kar vzemite papir. Zdaj bomo naredili nekaj, da boste imeli za spomin, evo, da ste bili na današnji delavnici. Zdaj pa narišite. Jaz sem vmes, ko je Sanja govorila, sem si že narisala. Vidite, pika polonico. Narišete pika polonico, pa ta pika polonica ne sme imeti pik. Vidite mojo pika polonico? Pač moja je taka, vi lahko narišete drugačno. Glavno, da nima pik. Pa lahko jo tudi malo pobarvate, tam pobarvajte jo pa z barvicami, zato da te lahko še s flomastri po nekaj čez narisali. Super, ja. Gašper, pa Ana, pa Lana, boste Sanji opisali, kakšna pika polonice ste naredili? Zelena je, Zelene obrobe. pa rdeča noter pobarvana. Aj čez cel list? Ja. Super. Ana, kakšna je tvoja pika polonica? Moja pika polonica obrobi so modri. A je velika ali majhna? Ma sredinska. Sredinska, prav, v redu. Lana? Prav, dovolj velika, pa še Lanina. Moja pika polonica je zelena z modrim srcem. Super. Okej, zdaj pa vaša naslednja naloga. Jaz sem vam rekla, da je brajica sestavljena iz kombinacije 6 pik. Je res? Ja. Zdaj pa vzemite flomaster, pa narišite takole pike. Ja, 3 pike na eno stran, pa 3 pike v vrsti na drugo stran, da boste v bistvu dobili celico 6 pik. Zdaj nas malo preganja čas, bi drugače izrezali iz papirja. Jaz sem si recimo tukaj krep papir naštimala, zato da se drugače čuti, ko se pošljata. Vi lahko to naredite, ko boste končali z delavnico. Jaz bom pa zdaj samo s flomastrom pobarvala. In sicer na teh pikah morate pobarvati prvo črko vašega imena. Kar pomeni, na levi strani je prva, druga, tretja pika, na desni strani je četrta, peta, šesta pika. In če pogledate na teli sliki, ki jo zdaj kažem, če pogledate moje ime, se pravi Katarina, jaz pobarvam zdaj prvo piko in tretjo piko. Ja, ki se K stoji iz prve in tretje pike. Se pravi, Ana pobarva prvo piko. Ana, dovolj enostavno nalogo. Zdaj, če vam pokažem mojo piko polonico zdaj, vidite? Super, se pravi, Ana pobarva prvo piko. Ja. Gašper, kaj pobarvaš? 4 pike. 4 pike, ja, kire? Prvo, drugo, četrto, peto. Ja? Da se pravi, ta spodnje dve ostanejo nepobarvane, a ne? Odlično. Ja, jaz bi se vam rada zelo lepo zahvalila za tole fino delavnico. Hvala. Upam, da se še kaj vidimo, pa da seveda vaš teden slepih mine kar se da dobro, a ne, uspešno ga izpeljite. Hvala. Tudi vam uspešen zaključek projekta. Hvala. Hvala. Igraj se z mano, igraj se z mano, igraj se z mano ti.